Udba je nastala sicer maja 1944, ampak takrat se je drugače imenovala. Se je imenovala OZNA. Ravno ista vsebina. Prav tako tajna politična policija, OZNA, oddeljenje oziroma slovenski oddelek za zaščito naroda. Kot sem že rekel, ustanovljena 13. maja 1944, je bil potem državni praznik varnosti v Jugoslaviji. Ustanovitev OZNE oziroma lahko rečemo kar Udbe, ker tudi tajna politična policija danes na splošno govorimo o jugoslovanski Udbi. Se pravi, njena naloga ni bila borba proti tujim obveščevalnim službam, kar delajo normalne tajne policije, ampak predvsem je bila njena borba proti sovražnikom, predvsem proti recimo cerkvenim strukturam v Sloveniji, recimo, potem proti notranji opoziciji, resnični ali potencialni ali celo umišljeni, kako so včasih to umišljeno opozicijo so se obračunavali, potem proti politični emigraciji delovala, se pravi proti drugače mislečem v emigraciji, proti slovenski, hrvaški, srpski, makedonski, albanski emigraciji in proti informbirovecem, tistim, ki so se leta 1948 v spopadu Tito-Stalin upredili za Stalina, ali pa je partija mislila, da so se upredili za Stalina in so jih preganjali, ker vemo, da ne govorimo toliko, je bilo mnogo nedolžnih ljudi tudi. Leta 1978, ko je Udba bila na višku moči, da tako rečem, ker morate vedeti, da leta 1988 Udba aretira Janšo, ga preda vojaškemu sodstvu, vojaški tajni policiji oziroma vojaškemu pravosodnemu organom in takrat nastane odbor za varstvo človekovih pravic, ki začne razkrinkavati Udbo. In Udba pride, rekel, jo damo na svetlo, jaz sem bil takrat zraven v tem odboru, jo damo na svetlo in njena moč se začne topiti. Tako da jaz smatram leto 1987 za zadnje leto, ki je bila moč Udbe v bistvu neomejena. Udba je takrat tistega leta 1987 strogo nadzirala delovanje 1096 oseb. To so bile tako imenovane operativne obdelave, se je imenovalo, kjer so bile dovoljena vsa sredstva, prisluškovanje in tako naprej, to, kar bom pozneje povedal, vse te metode. Potem zraven so spremljali še 15.000, jaz govorim za Slovenijo, še 15.516 z njimi, s temi tisoč ljudmi, z njimi bolj in malo povezanih posameznikov. Poleg tega so upravili še 6.600 popolnih preverk ljudi in 94.000 delnih preverk. Skupaj so torej v celoti v enem letu obdelovali in obdelali slabih 120.000 oseb v Sloveniji. To raboto, to umazano raboto je upravljalo okoli 700 zaposlenih udbovcev v Udbi, slovenski Udbi, sedežem v Ljubljani in v 13 centrih Udbe po Sloveniji. Največji center Udbe je bila uprava, potem je bil center Udbe v Ljubljani, to je bil največji center, potem so bili tudi v Celju, seveda Kranju, Mariboru, Kopru, Novem mestu, Slovenj Gradcu, 13 jih je bilo, skratka v Sloveniji centrov. Tito in tako naprej, jaz tudi dokazujem, da Tito vedel za to graditev, imam dokaze iz predsedstva SFRJ in tudi iz nekega sestanka na Brionih, sem dokazal, da Tito vse to vedel. Seveda je vedel, ampak težko dokazati, da je vedel, veste. Mi vemo, da povojne poboje, da so odredili, pa nimamo pa dokumentov, pa zato ni, ker so bili verjetno, če so spolili, pa so bili uničeni. Še nazaj. No, to je sojenje, on dobi 20 let in potem odsedi 9 let, na smrt volan ga spustijo, potem na prostosti v bistvu umre. Zelo kratkem času, to je njegova zadnja fotografija, jaz sem spostavil stik z družino in sem dobil tam še neke dokumente, mislim te zasebne dokumentacije, spostavil sem stik z njegovim odvetnikom, Krgovičem, ki živi zdaj v Savudriji in tako da sem res ogromno dokumentacije, da pravim, da je knjiga zelo dobro dokumentirana. Jaz moram reči, da doslej še nisem videl knjige v Udbi, da bi, seveda se je veliko pisalo v Udbi, pa tudi v likvidacijah, v ugrabitev, ampak v nobeni taki zločinski akciji ni toliko dokumentov, kot sem jih jaz našel v arhivu. Da lahko tako dokumentirano opišem eno tako hudo zločinsko dejanje, kot je ugrabitev in ilegalno zadrževanje in izstreševanje, kot je v primeru prav Batje Todorovića.